Mora biti najbrž fajn občutek, da greš na kavo in na mizo lahko odložiš takšne ključe. Pa ne mislim zaradi bahanja, to me sploh ne gane. Pač, če voziš Porsche, potem ti je vsaj v enem segmentu življenja nekako uspelo, no, se mi zdi. Tudi če dejansko voziš enega najcenejših, ki jih tovarna sploh ponuja. To je ta poceni Porsche. Samo 63 jurjev stane. Kar dva mi dajte, prosim. No, tale z nekaj potrebne dodatne opreme stane 78 tisočakov in to je dejansko dovolj, da jih na cestah ne bo ogromno. Sicer pa vse veste, Porsche večine svojih kupcev, vsaj pri nas, ne dobiva z brutalnimi izvedenkami 911, ampak ravno s temi visokimi stroji. Pred Macanom je bil to Cayenne. Ampak tale je lepši, ker ni tako glomazen, prav frajerski je, no, če sem čisto pošten, pa ponavadi ne maram kvazi športnih križancev. Tole je Audi Q5 za vse tiste, ki hočete biti posebni, stoji namreč na njegovi platformi, je pa res, da so zamenjali 3/4 sestavnih delov, zato o primerjavi niti ne marajo govoriti. In povem vam tudi jaz, nič ne diši po Audiju. Znotraj se sedi skoraj kot v 911, sicer precej višje, ampak še vedno športno zasidrano, okolje je vrhunsko, tile gumbi so precej trdi, tak fin občutek dobiš, še preden se dejansko odpelješ. In za ta dva sedeža sem najprej mislil, da imata povsem premalo bočnega oprijema, pa vidim, da ga je dovolj. Matej se je pred 2 letoma po stezi preganjal z močnejšo različico turbo. Tale je šibkejši, sem pa vseeno vesel, da tamle spredaj ne ropota dizelski motor. 2-litrski turbobencinar je tamle ponuja 185 kW, to je 252 konjev in čeprav se za Porsche to ne sliši posebej veliko, vam povem, da je čisto dovolj. Skoraj bliskovito pospešuje, ko je treba, sicer pa zelo zvezno vleče in brez cukanja. Vse skupaj se zdi totalno nenaporno, res zelo prijeten motor. Edino malo več zvoka bi lahko ponudil, ko ga takole stisnem. Tisto, kar me pa posebej navduši, je vožnja. Resno govorim, čeprav so takšni avtomobili, ki poskušajo biti terenski in športni, pa družinsko prostorni, torej vse skupaj, vedno kompromis neštetega. Macan ni pretrd in skoraj nič ne pretresa, ko se peljete takole umirjeno, to je prvi plus. Drugi je, da znotraj ne deluje okorno in nepregledno, dvomim, da sem sploh kdaj že sedel v bolj prijetnem križancu. Volan je prav lepo debel in lahkoten, ampak neverjetno komunikativen, vse skupaj lahko samo hvali. Po drugi strani pa se avto ne nagiba, ko od njega zahtevam več, zelo lepo sledi ukazom, 4-kolesni pogon se nenehno prilagaja, ga gledam tule, 7-stopenjski dvosklopčni PDK pa je tudi zelo hiter. In če bi želel preizkusiti še terenske vrline, je tukaj po višini nastavljivo vzmetenje. Macan zmore tudi to. Sem ter tja že lahko vidite kakšnega pri nas in verjamem, da so lastniki zadovoljni. Imajo stroj, ki je sposoben na terenu, mamice bodo otroke zlahka peljale v vrtec, ker avto ni preokoren in prtljažnik ponuja 500 litrov, fotor pa bo na srečanje s kolegi lahko odhitel v precej dinamičnem slogu. Temu dejansko manjka samo še bolj zanimiva barva, ampak Slovenci najraje bojda izbiramo črne, zato da ne izstopamo posebej. Kar težko mi gre z jezika, ampak Macan je križanec, ob katerem se vprašam, zakaj že ne maram teh visokih avtomobilov. Upam samo, da se mi odslej ob besedi Porsche ne bo v misli prikradel prav Macan in ne več 911 GT3 RS. Ni še bojazni.